Spoštovani premijer, blaženi nadškof, velecenjeni gospod župan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Medtem ko politiki še razmišljajo o gostovanju 26. zimske univerzijade v Mariboru, se v mestu Harbin že pripravlja 20 športnikov slovenskih univerz. Vodja odprave na kitajsko univerzijado, Peter Sitar, je povedal, kako je z zagotavljanjem sredstev za naših 20 športnikov. Sredstva so zelo omejena. Poglejte, jaz točno kalkulacijo, kako SUSE pridobiva ta denar, ne poznam. Vem, da so sredstva skromna. Pač tako kot je, mi smo veseli vseh sredstev. Zagotovo bo pa potrebno tudi na področju financiranja študentskega tekmovalnega športa do univerzijade v Mariboru postoriti še marsikaj. In jaz bi želel, tako kot je bilo danes veliko govora o projektni dokumentaciji, da bi 1% projektne dokumentacije, ki se bo pripravljala za univerzijado, šlo tudi v namene priprave športnikov za ta dogodek, ker mi bomo tisti, ki bomo na koncu dajali piko, ali bomo s tem dogodkom Slovenci zadovoljni ali ne. Predsednik državnega zbora Pavle Gantar je govoril o zapletih glede napovedanega naknadnega zakonodajnega referenduma za vstop Hrvaške v zvezo NATO. Med drugim je odgovoril na vprašanje o tem, ali se mu zdi dikcija resolucije dovolj dobra in kdo meša jabolka in hruške. Mislim, da je formulacija uvodna v sklepu zadosti dobra, da daje zadosti močne garancije za to, da se ve, da Slovenija ne odstopa od svojih pričakovanj in da je s tem zavarovala svoje interese. Tudi sicer jih je, kar zadeva odstopanje v NATO. Rad bi rekel to, da se tudi dejansko meša vprašanje vstopanja v NATO z nekaterimi zadevami, ki pa jih moramo urediti, preden Hrvaška vstopi v Evropsko unijo. Se pravi, če sem vas prav razumel, ljudje, državljani, nekateri izven parlamentarnih strank, civilna iniciativa, mešajo po domače povedano jabolke in hruške. Jaz se bojim, da vsaj nekateri to počnejo. Predsednik vlade Borut Pahor in predsednik odbora državnega zbora za zunanjo politiko Ivo Vajgl zadnje dni ne mešata jabolk in hrušk, iščeta pa kompromisne rešitve za preprečitev referenduma za vstop Hrvaške v zvezo NATO. Pahor je povedal, zakaj ne želi dodatnih zapletov na to temo. Vlada je dolžna skrbeti za uveljavitev nacionalnih interesov. Ocenili smo, tudi znotraj politične večine, da je nacionalni interes Slovenije, da se ta protokol ratificira. Nismo imeli racionalnih zadržkov, da tega ne bi storili, kot smo jih imeli v primeru pogajanj Hrvaške z Evropsko unijo. Zato nam je seveda veliko do tega, da se sedaj ta zgodba razplete brez vnovičnih zapletov. Ok, vemo, kaj je nacionalni interes, vemo, kaj smemo narediti, vemo, česa ne smemo narediti, imamo od Sanaderja številko, pa zakaj nekaj ne naredimo? Vajgl je ob tem povedal, kakšni so rezultati dosedanjih konzultacij. V tej rundi konsultacij, ki smo jih imeli ne samo z koalicijskimi voditelji, ampak tudi z vsemi opozicijskimi strankami ali skoraj vsemi, se je pokazala absolutno kooperativnost, pripravljenost na to, da sprejmemo nek dokument, ki bo v interesu naše države, ki bo hkrati okrepil našo željo, da je tudi ta proces ratifikacije nek izraz naše dobre volje, tudi graditi dobre odnose s sosedi in krepiti kredibilnost kot članice zveze NATO. Tako da, če bomo prišli do pozitivnega rezultata, jaz upam, da ja, v tem trenutku vam ne morem dati garancije, bo to pravzaprav izraz dobre volje vseh. Pa kaj se to snema na letališču, ali kaj? Sarkič. Marjan Podobnik, eden od pobudnikov naknadnega zakonodajnega referenduma za vstop Hrvaške v zvezo NATO, je povedal, zakaj se mu zdi delovanje slovenskega političnega vrha napačno. Jaz moram reči še enkrat v imenu Zavoda 25. junij in tudi Stranke slovenskega naroda, ki smo pač pobudniki teh aktivnosti, da preprosto ne razumemo. Ne moramo razumeti, zakaj Državni zbor ne želi sprejeti tega sklepa. In tudi, ko najvišjim slovenskim predstavnikom postaviš to vprašanje, imamo vtis, da na nek način nimajo pravega odgovora. Danes se ne govori več toliko o tem, da se s tem zmanjšujejo pogajalske pozicije, kajti če nekdo reče, da se zmanjšujejo pogajalske pozicije, se postavi vprašanje, kakšne pogajalske pozicije? Saj se po slovenski ustavi nihče nima pravice pogajati o zemlju in morju, ki je bilo ob osamosvojitvi slovensko in je
tam Slovenija imela svojo jurisdikcijo. A snemaš? Predsednik največje opozicijske stranke, nekdanji ljubljeni vodja Janez Janša, nam je na novinarski konferenci odgovoril na vprašanje o smiselnosti dopolnjevanja resolucije o vstopu Hrvaške v zvezo NATO. Imaš glupo kapo! To je posoda. Zgleda prazna! Zdaj ne več. Nekaj teče tamle. Te stvari je Slovenija že velikokrat zapisala in še večkrat povedala. Po mojem mnenju ni nobene potrebe, da ravno zdaj to ponavljamo tudi v sklepu bodisi odbora za zunanjo politiko, bodisi državnega zbora. Vendar pa po drugi strani smatramo, da če takšen sklep na nek način zadovolji predlagatelje in se s tem izognemo zbiranju podpisov, zavlačevanju postopkov in samemu referendumu, ki poleg ostalega tudi nekaj stane, potem ni nobene škode, če to še enkrat povemo. In slovensko stališče je že, odkar je spomnim, takšno. Torej, da bi nič škodilo, skratka ne bi to povzročilo nobenih zapletov, če sami sebi še enkrat povemo, kako mi razumemo stanje na meji na dan osamosvojitve. O aktualni pobudi česa drugega kot referenduma o sprejemu Hrvaške v zvezo NATO, komentar dneva Miha Majc. V stranki slovenskega naroda, ki je pobudnik predloga za razpis referenduma o hrvaškem vključevanju v NATO, skupaj s pridruženima domoljubnim društvom Hervardi in zavodom 25. junij, so malo razočarani nad pozivom premijera Pahorja in ostalih koalicijskih politikov, ki v stilu venezuelskega predsednika Chaveza državljane Slovenije učijo demokracije in nam sugerirajo, kako naj se odločamo glede podpore referendumu vstopa Hrvaške v NATO. Kot da državljani Slovenije nismo dovolj pametni in sposobni artikulirati svojega mnenja in nas mora o tem podučevati tako imenovana politična elita, kot rad sam sebe imenuje gospod Weigl. Da pa bi v Sloveniji spadli še bolj južnoameriški, so se pozivom tako imenovane slovenske politične elite pridružili še vodilni slovenski mediji. SSN ne želi nič drugega kot to, da slovenski parlamentarni politiki končno po 18 letih politikantstva izdavijo in to tudi zapišejo, kaj je nesporno slovensko ozemlje. Ne pa, da se tega utepajo in to porivajo mednarodni skupnosti ter čakajo, da nam drugi to povedo oziroma določijo. Naj sprejmejo odgovornost za politikanstvo, ki so ga producirali celih 18 let. Državljani imamo tega sprenevedanja več kot dovolj. Pobuda za referendum o vstopu Hrvaške v NATO ni vzrok, ampak posledica neodgovorne slovenske politike, ki v 18 letih ni bila sposobna niti malo delovati v korist slovenskih interesov. Vsi smo verjetno že večkrat sami pri sebi premišljevali, zakaj so parlamentarni politiki tako neodgovorni. Vendar sam in verjetno še kdo drug tako pišmeuhovstvo enostavno ne moremo dojeti. V stranki slovenskega naroda pozivamo vse politične sile, civilno iniciativo ter državljanke in državljane Slovenije, da se nam pridružijo in z overjenimi podpisi potrdijo razpis referenduma. Ker bo referendum potekal skupaj z volitvami za evropske poslance, zaradi tega stroškovno ne bo prav nobene dodatne obremenitve za slovenski proračun. Bomo pa na ta način zelo pritisnili na slovensko parlamentarno politiko, da končno nekaj stori, kar bo v interesu države. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Avgusta nas bo obiskala pop kraljica Madonna. Kaj si ljudje mislijo o njenem koncertu, smo povprašali po ljubljanskih ulicah. Po mojem mnenju, da bo Madonna prišla. Jaz upam, da to res drži, da pride. Ne vem, zdaj je taka primadona, kakor je Madonna, ne. Zdaj ne vem, kako mislno, sam ne, če bo najla tako pokrajino, kakor je Slovenija. Moje mnenje je, da ne bo prišla, čeprav pa mnogi ful verjamejo, da bo prišla. V bistvu niti me ne briga. V oddaji Švic mikrofona bomo gostili kvartet, ki sliši na ime same babe. Zanimivo, da v bendu ni niti ene ženske. Na lastne oči, ušesa in mišice smo se prepričali, da fantje znajo koketirati s publiko in zna biti, da boste obžalovali, če jih ne prijete poslušati. Pa vse zaradi vinca, pa vse zaradi vinca, pa vse zaradi vinca, so kukar kakšna zvera.
še vreme. Jutri bo Slovenijo prešla vroča fronta, z njo pa roj bibličnih kobilic. Držite se v svojih hišah, zaprite okna in pazite na hišne ljubljenčke. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti o NATO. Ostanite v cvetju. Kravato rabam novo.